Komisija se je odločila, da je zmagovalec natečaja za projekt izrabe obnovljivih virov energije za leto 2012 podjetje Menerga iz Maribora. Iz Maribora, iz Novega Maribora in Starega Maribora. No in priznanje za zasluge pri izvedbi tega projekta, torej za uporabo obnovljivih virov, torej za projekt OVE 2012, pa prejme vodja projekta gospod Aleš Gašparič iz Menerge. Čestitamo. Iskrene čestitke. In vabilo na odru direktorju Menerge, gospodu Danijelu Muršiču in pa najbolj zaslužnemu za projekt Alešu, oziroma ker je Štajerc, bomo rekli Alešu Gašpariču. Gospod Celan, vi ste v bistvu imeli čisto prav s tistim pridevnikom Novi Maribor, ker vidimo, da so iz Pesnice. Vse pomembne reči na Štajerskem so pa zdaj v Pesnici pri Mariboru, torej je Pesnica Novi Maribor. Vam iskreno čestitamo za nagrado in se veselimo z vami. Hvala. Hvala lepa, mikrofon vas čaka. Odlično. Spoštovani, pravo veselje mi je danes nastopiti pred vami. En človek s prepričanjem je ekvivalenten sili 99, ki imajo samo interes. Je zapisal John Stuart Millen. Ekipa Menerge je sorazmerno majhna po številu ljudi, ki imajo interes, a izjemno velika po številu ljudi, ki delimo enako prepričanje. To prepričanje je, da je energetsko najracionalnejši, ekonomsko najgospodarnejši in ekološko najbolj sprejemljiv vir energije, prav varčevanje energije. Projekt poslovne zgradbe v Pesnici. Ta projekt je za nas izjemno pomemben. Gre za projekt, ki je kot peti v vrsti naših projektov, ki smo jih prejeli od Evropske komisije za Green Building. Pomemben je stališča dejstva, da je nizka poraba energije, nizki stroški obratovanja ter nizek ogljični odtis zgradb vedno za koraku. In vesel sem, da smo za ta dosežek dobili priznanje. Toda, ta stavba je v resnici pomembna zaradi nekega drugega dejstva, nekega drugega razloga, ki vam je morda ostal prikrit. Ta zgradba je na neke vrste mejnik v zgodovini energetike učinkovitosti zgradb. Zakaj? S stavbo smo namreč dokazali, da je investicija v energetsko učinkovito gradnjo s pravo optimizacijo lahko praktično enaka klasični energetsko neučinkoviti gradnji. Še enkrat ponavljam. S to stavbo smo dokazali, da investicija v energetsko učinkovito gradnjo praktično enaka klasično energetsko neučinkoviti gradnji. In to je dejstvo, zaradi katerega si prav zares zaslužimo to nagrado. Na to smo zelo ponosni. In to dejstvo spremeni vse. V družbi predstavlja ključno spremembo. Premik moči in premik odgovornosti. Odgovornost je za energetsko učinkovito oziroma neučinkovito gradnjo ni več odvisna samo od velikosti budžeta, ampak je odvisna od odgovornosti investitorja. Ali bo le ta poskrbel najti pravo ekipo, da bo izvedla dober projekt, kjer bo za enak vložek ustvarila veliko več. Prihodnost. Energetska učinkovitost zgradbe ni nova estetika, pač pa nevidna estetika. Ugodje svežega zraka za ceno prave porabe energije. Tudi pri tem ne pozabite na svet, ki je danes trenutno v fazi hiperporabe. Trenutno porabimo več, kot je ta zemljica sposobna sprejeti. Energetska učinkovitost na vseh področjih, ne samo v gradnji, ampak tudi v transportu in proizvodnji, je velik izziv za naslednje stoletje. Morda le za naslednje stoletje.
Zato je na nas, da državi in zasebnim investitorjem pokažemo, da prave rešitve na področju energetike zgradb že obstajajo in da so potrebne le še ustrezne rešitve iz vidika odgovornosti in morale. Drugačen svet je neizogiben. Prihodnost še ni napisana. Želim vam vso srečo. Mi tudi vam.